Pozdravljeni v oddaji Pregled tedna. Poglejmo si, kaj se je ta teden dogajalo v slovenski Istri in širše. Gradbena dela na Muzejskem trgu v Kopru potekajo že več mesecev. Prenova je na začetku sprožila kar nekaj debat o betonizaciji nekoč precej bolj zelenega dela mesta. Zdaj so strokovnjaki piranske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine med arheološkimi izkopavanji odkrili ostaline zidu nekdanje samostanske cerkve. Na Mestni občini Koper so se odločili, da bodo dragoceno odkritje ustrezno zavarovali in ga javnosti predstavili na izvirni lokaciji, kjer so predtem sicer načrtovali izgradnjo vodnega motiva. Sama ureditev Muzejskega trga, vredna 1,2 milijona evrov, se sicer bliža koncu. Večino trga so delavci družbe Adria Ink d.o.o. že tlakovali, na novo so uredili odvodnjavanje in izdelali kamnito klop. V tej fazi so tudi že posadili 3 drevesa in plezalke, ostalo ozelenitev pa bodo izvedli do konca meseca. Podobo trga bo zaokrožila še postavitev nove osvetlitve in pergol. V sredo so v svetu praznovali Mednarodni dan bele palice, katera je glavni simbol slepih in slabovidnih. Zgolj dan kasneje, torej včeraj, se je v centru Kopra odvil prvi sprehod ob novih talnih taktilnih oznakah, ki so jih postavili od tržnice do glavne železniške postaje. Te so v sodelovanju z medobčinskim društvom slepih in slabovidnih pomagale urediti na Mestni občini Koper, ki tudi v bodoče načrtuje še več tovrstnih oznak na številnih lokacijah po mestu ter v javnih ustanovah. Danes ta varna pot je prva faza, ki je bila tudi preizkusna faza glede uporabe materialov, načrtovanja, usklajevanja, testiranja in seveda potrebno bo tudi vzdrževanje te poti in njeno nadaljevanje v prihodnjem letu in prihodnjih letih. Ustvariti moramo mrežo varnih poti, torej jo strniti v eno mrežo, kjer je to tam smiselno in jo medsebojno povezati. Predvsem, da bo dostopna do javnih objektov in vseh tistih objektov, kjer dnevno potrebujemo storitve in razne usluge. Je vrsta tudi drugih opozorilnih trakov, kot so odcepni trakovi, ki se polagajo na stopnice, na razne, bi rekli, nevarne stvari, da lahko odsevajo in opozarjajo vse pešce in pač vse, ki uporabljamo. Potem so tukaj trenutno izvajamo v svetu za invalide zvočne najave na semaforjih. Imamo 4 semaforje pri Indeju, na Kvedrovi, na Markovcu in pri Slavniku, na katerih ali ne delujejo zvočni signali ali niso nameščeni, in računamo, da bo Marjetica to v kratkem usposobila in bo to tudi nova pridobitev. Talne taktilne oznake so denimo tudi na krožišču pri Bauhausu ter pokopališču, najdemo jih pa tudi v notranjosti banke Intesa San Paolo, s katero občina odlično sodeluje, saj so na zunanji steni postavili urnik v Braillovi pisavi. Shemo slednje najdemo tudi na javnem stranišču. Cilj pa je izboljšati pogoje za slepe in slabovidne tudi v splošni bolnišnici Izola ter v zdravstvenih domovih. Ta talno-taktilni vodilni sistem ni zgolj to, temveč simbolizira tudi vključenost in tudi dostopnost slepih in slabovidnih, poleg tega varnosti v prometu slepih in tudi čim večje samostojnosti, katero si tudi sami slepi in slabovidni želimo. Namen sprehoda je bil tudi seznanjanje ljudi o ovirah, na katere slepi in slabovidni naletijo. Na eno takih nas je opozoril predsednik društva. Takšne stvari na pločnikih, kot so table, kot so vozila, takšna drugačna. Naprej smo tudi srečali, nažalost, na električnem skiroju nekoga, kar po pločniku, kar mimo, ne. Tako da to nas lahko tudi podreji. Sprehodili smo se avtobusne postaje na tržnici do Kardeljeve ploščadi in kasneje do prostorov društva. Spoznali smo, s čim vse se ukvarjajo slepi in slabovidni, znanjem pisanja in branja brajlice, pa nas je presenetil večkratni državni prvak v tem Bojan Oberžen. Pisateljica in pesnica Pavlina Pajk je bila prva slovenska borka za emancipacijo žensk, ki je v času, ko so delili
vladali moški, ženske postavila v glavno vlogo. Ja, človeška volja je res neverjetna. V Luki Koper so v teh dneh dosegli pomemben mejnik, in sicer pretovor kar 1 milijon kontejnerskih enot. Do lani se je to navadno zgodilo do konca leta, lani so to prvič dosegli že novembra, letos pa torej že v 10. mesecu. To je dokaz, da kljub zahtevnim globalnim razmeram in operativnim izzivom na terminalu uspešno ohranjajo rast in stabilnost pretovora. S tem, ko so še 4. zapored presegli mejo milijona, je Luka Koper še utrdila položaj vodilnega kontejnerskega terminala v severnem Jadranu. Največji pretovor se je sicer zgodil v juliju, in sicer nekaj več kot 112.000 kontejnerskih enot, preko 110.000 pa jih je sicer šlo tudi marca. Odličen rezultat je z izbranimi besedami pospremila tudi predsednica uprave Luke Koper Nevenka Kržan, ki je pri tem dodala, da nadaljujejo z investicijami, med katerimi je najpomembnejši projekt podaljšanje severnega dela prvega pomola. Za konec so se na spletni strani pristanišča spomnili prvega pretovorjenega kontejnerja pred več kot 40 leti, ko je dolžina operativne obale kontejnerskega terminala merila 150 metrov. Danes ta meri skoraj 700 metrov, bodo pa ob zaključku podaljšanja severnega dela prej omenjenega pomola k temu dodali še 326 metrov nove obale. V Ljubljani so ta teden razglasili letošnje prejemnike najvišjih državnih priznanj za izjemne dosežke v znanosti in razvoju. Med nagrajenci sta tudi člana Univerze na Primorskem, profesor dr. Tomaž Pisanski, prejemnik Zoisove nagrade za življenjsko delo, in profesor dr. Urban Bren, prejemnik Zoisovega priznanja za pomembne dosežke. Prejemnike je razglasila predsednica Odbora Republike Slovenije za nagrade Nataša Vavpotič, o pomenu priznanj pa je spregovoril minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič. Nagrade bodo podelili 9. novembra v Cankarjevem domu, dan pred dnevom znanosti, ki ga bomo v Sloveniji letos praznovali prvič. Tomaž Pisanski je zaslužen za razvoj slovenske šole diskretne matematike. Ustanovil je oddelek za teoretično računalništvo na IMFM, sodeloval pri ustanovitvi Univerze na Primorskem, soustanovil znanstveno revijo Ars Mathematica Contemporanea in Slovensko društvo za diskretno in uporabno matematiko. Med drugim je predsedoval organizaciji 8. Evropskega kongresa matematike v Portorožu. Urban Bren pa je nagrajen za dosežke na področju biomolekularnih simulacij. Z računalniškimi metodami raziskuje vpliv kemikalij na zdravje, razvija nove diagnostične pristope in načrtuje učinkovitejša zdravila. Med drugim je pokazal, da se rakotvornost snovi lahko napove iz njihove kemijske reaktivnosti ter preučuje naravne spojine, ki bi lahko pomagale pri preprečevanju raka. Oba nagrajenca s svojim delom pomembno prispevata k ugledu slovenske znanosti doma in v svetu. Prejšnji konec tedna se je sredi Izole odvil pripovedovalski minifest, prgišče zgodb in senzorične ustvarjalnosti, ki so ga organizirali Art Kuhna in društvo Kvart. Z njim so oživljali pripovedovalsko kulturo, posvečeno odraslim, nekaj dogodkov pa so namenili tudi otrokom. Drugače pa je v bistvu pripovedovanje tukaj kot v nekem širšem smislu pripovedovanje kot ustvarjanje, kot senzorično ustvarjanje, z delavnicami, z interaktivnimi dogodki. Tako v bistvu en sklop zelo raznovrstnih dogodkov sledi oziroma se je že začel s včerajšnjim dnevom do sobote, nedelje. Festival je ponudil pester nabor 8 dogodkov. Obiskovalci so si lahko ogledali skupinsko razstavo del 10 uveljavljenih primorskih ilustratork in ilustratorjev, prisluhnili večernim pripovedovanjem za odrasle ter se srečali z mehiškim pisateljem in gledališčnikom Carlosom Pascualom.
Posebno vzdušje je ustvaril glasbeno-ilustrativni happening z Jernejem Žumerjem in Urhom Mlakarjem, medtem ko so senzorične ustvarjalnice ponudile prostor za raziskovanje umetnosti z vsemi čuti. Mlajši obiskovalci so se razveselili petkove ustvarjalnice zgodb in sobotnega pripovedovalskega dopoldneva. Danes smo v bistvu nekako prizarjali to kuho, ki se dogaja tukaj že 5. leto v Art kavarni Odeon in gre sicer za en tak kuharski eksperiment. Je zelo ustvarjalna, vedno drugačna, vegetarijanska, veganska in danes smo povabili tudi zunanje udeležence, da se preizkusijo v ustvarjanju različnih dobrot iz testa. Naredili smo eno testo in z enega testa smo v bistvu obkrožili svet, smo naredili vse možne stvaritve, pašto smo kuhali, pekle in jo obračali na ponvi. V Art kuhinji oziroma galeriji Art Odeon že vrsto let izvajajo pripovedovalske dogodke, razstave in druge kulturne programe usmerjene v lokalno skupnost. Na območju Debelega rtiča se bodo kmalu začela pripravljalna dela za sanacijo plazovitih brežin in ureditev odvodnjavanja na približno 1,2 km dolgem odseku državne ceste med Škofijami in Lazaretom. Ureditvena dela bodo potekala od hišne številke Jadranska cesta 59 do odcepa Vinogradniške poti na Lazaretu znotraj zavarovanega območja Krajinskega parka Debeli rtič. Pogodbena vrednost projekta znaša nekaj manj kot 1,4 milijona evrov z DDV, dela pa bodo trajala predvidoma 10 mesecev. V začetni fazi bo izvajalec uredil gradbišče in izvedel arheološke testne jarke, saj se trasa nahaja znotraj registriranega arheološkega najdišča Ankaran, zaliv Svetega Jerneja. V nadaljevanju bosta zgrajena 2 podporna zidova, ki bosta preprečevala nadaljnje plazenje in erozijo brežin, sanirane bodo brežine ob odvodnih jarkih, nameščene nove varovalne ograje in odvodni sistemi, predvidena pa je tudi sanacija poškodovanih delov vozišča. S projektom se bo bistveno izboljšala prometna in poplavna varnost na območju, saj bo zmanjšana možnost erozije in prelivanja meteorne vode, ki je v preteklosti povzročala poplavljanje območja Mladinskega letovišča in zdravilišča Rdečega križa Slovenije, ter Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič. Trenutno je na cesti postavljena delna zapora z izmenično enosmernim prometom, ki ga uravnavajo semaforji. Med gradnjo bo promet potekal po istem režimu, makadamsko parkirišče ob cesti pa bo nekoliko zmanjšano zaradi gradbiščne opreme. V sredo so se začele kvalifikacije za žensko rokometno evropsko prvenstvo, ki bo decembra leta 2026 odigrano v kar 5 različnih državah. Slovenke bodo v skupini s Severno Makedonijo, Nemčijo in Belgijo lovile eno od prvih 2 mest, ki prinašata neposredno uvrstitev na turnir Stare celine. Prve nasprotnice varovank selektorja Dragana Adžiča so bile Belgijke, ki so v areni Bonifika začele slabo. Razpoložene Slovenke so v napadu dosegale lahke zadetke, v vratih pa je blestela tokratna kapetanka Maja Vojnović, ki je v prvih 30 minutah zbrala kar 13 obramb. Po prvem polčasu je semafor kazal 17:8 v korist domačink, na koncu pa je Slovenija slavila z rezultatom 29:22. Miren drugi polčas je omogočil, da je slovenski selektor priložnost za igro ponudil vsem igralkam. Prvi polčas je bil zelo, zelo dober, samo 8 prejetih zadetkov, tudi Maja, bom rekla, izvrstnih 13 obramb, tako da v bistvu se je to poznalo na semaforju. Bom rekla, malo nezbranosti, bom rekla, začetku drugega polčasa, tako da v bistvu se pol Belgijke malo, bom rekla, približale, ampak jaz mislim, da smo dovolj kvalitetna ekipa, tako da smo v bistvu to prednost obdržali, ampak pravim, da v bistvu pred to prihajajočo tekmo v nedeljo bo te napake in to nezbranost treba popraviti.
pripraviti in seveda bo teh tehničnih napak potrebno narediti manj. Ja, moram reči, da je bilo dokaj v redu, ampak sigurno je Belgija vstopila v tekmo drugače, kot smo pričakovali. Mislim, da podzavestno smo jih malo podcenjevali, ampak na koncu se je izkazalo seveda, da smo boljši, kar smo tudi pokazali na terenu, ampak mislim, da naslednjo gostek bo treba dosti boljše odigrati. No. Mislim, da je imela njih 13 obramb, če se ne motim. Tako da ja, je to absolutno pomagalo, ampak mislim, da smo bili tudi dobro kompaktne v obrambi in potem tudi dosegli nekaj lahkih zadetkov. To pa seveda v drugem polčasu ni bilo tako izrazito, ne. Tako da to je tudi potem ta posledica. Ne. Na tekmi je bila s 13 goli najbolj razpoložena Belgika Nel Antonissen, medtem ko sta bili na domači strani najučinkovitejši prav Primorki Nuša Fegic s 7 ter Koprčanka Ema Hrvatin 6 goli. Poslušajmo, kaj je po tekmi pred domačo publiko povedala Ema. Moram reči, da sigurno je na moj najljubših tekem v življenju, no, pred čudovito publiko in pred svojimi, ti srce zaigra in samo poletiš po igrišču, sploh ne razmišljaš o ničemer drugem, tako da ja, res izvrstna tekma, hvala vsem navijačem, hvala mojemu Kopru, upam, da bomo še kdaj se vrnili. No. Obe sogovorki sta misli takoj po tekmi že usmerili k nedeljskemu obračunu, ko jih v Bitoli čaka težka tekma s Severno Makedonijo. Ja, v bistvu smo se z Makedonkami ukvarjali dosti več kot samimi Belgikami, tako da mislim, da smo že pripravljene. Danes tudi ta tekma je bolj služila kot ne trening tekma za pripravo na Makedonijo. Tako da ja, jaz mislim, da smo res pripravljeni, zanalizirali smo jih res do podrobnosti, tako da verjamemo v našo absolutno zmago. Tako kot one pričakujejo, pričakujemo seveda tudi mi in mislim, da smo vseeno boljše, ampak seveda je treba to pokazati tudi na terenu. Ne. Imajo tudi izkušene igralke, no, kot je recimo na sredini, tudi veliko, bom rekla, igrajo na krožno napadalko, na pivota, tako da bo treba biti zelo pozoren na to, ampak jaz se pravim, mislim, da se moramo fokusirati ne samo na nekatere igralke, ampak v bistvu na celoto. Zmaga v Severni Makedoniji bi pomenila popoln start v nov reprezentančni ciklus in dobro popotnico za marčevski tekmi z Nemčijo. Hkrati pa tudi že lep korak proti evropskemu prvenstvu. V nedeljo je bil Trst prizorišče 57. tradicionalne jadralske regate Barkolane. Na največji regati na svetu je sodelovalo 1865 jadrnic z celega sveta, med njimi tudi veliko slovenskih. O vseh izzivih in ovirah ter pričakovanjih pred začetkom vrhunca Barkolane je misli strnila Sara Radislovič, ki je svojo posadko Prosecco Dog Shockwave podrila na morju iz spremljevalnega čolna. Torej, za nas je zelo pomembno začetek oziroma organizacija pre-Barkolana. To je glavna stvar. Ne? Kar se tiče naše ekipe, smo zelo, kot se spodobi, malo nervozni, ampak jaz mislim, da letos je pravo leto za zmago. Verjamemo v to že leta, ampak si predstavljam, kot z Urško sva govorili, da bi lahko danes bil tisti dan to pravi. Na koncu je ekipa osvojila 3. mesto, druga je bila jadrnica Marta 07, hčerka prvovrščene jadrnice Arka pod vodstvom Furija Benusija, kjer je bilo v posadki tudi nekaj slovenskih članov. Za njih je bila to že 3. zaporedna zmaga. Je bilo pa zahtevan tukaj vedno klele v tem akvatoriju, zdaj, ker je zjutraj nek ta jutranji borim, potem prehaja v ta majstral in ta tranzicija je vedno, bom rekel, čar teh regat. Nikoli ne veš, lahko si zelo dobro pripravljen, ampak na koncu je tudi neki sreče. Kdaj ste začutili, da gre tekmo regata v pravo smer? Na zgornji boji, praktično na drugi boji, ko smo se od tekmecev v bistvu odlepili, in smo začutili tisti svež nov veter. Število plovil je bilo letos največje po letu 2019, absolutni rekord pa sega v leto poprej, ko jih je bilo skoraj 2700. V cilj je prispelo 1341 jadrnic, kar je eden najboljših rezultatov v zgodovini regate. Šolsko leto se je dodobra začelo, saj šolarji že dobivajo prve ocene. Z več kot mesečno zamudo pa je na šolsko dvorišče prišel tale učenec, ki je pred osnovno šolo Koper požel veliko zanimanja. Kaj pa vi? Se spominjate, kdo je v vaših časih v vašem razredu rad zamujal?
Pozdravljeni v novi ediciji Kulturnega napovednika, kjer vam predstavljamo pestro dogajanje, ki bo v naslednjih dneh zaznamovalo kulturni utrip slovenske Istre. V petek, 17. oktobra, bo ob 18. uri v mestni čitalnici Knjižnice Koper potekal literarni večer, kjer bo avtorica Katja Stanko predstavila svojo knjigo Krožišče avtizma. Dogodek bo priložnost za iskren pogovor o avtizmu, osebnih izkušnjah in literarnem ustvarjanju. Le dobro uro kasneje, ob 19:30, bo glasbeni ritem napolnil taverno v Kopru, kjer se bosta predstavili Brina Knaus z melodičnim tehnom in deep houseom ter Klemen s progresivnimi elektronskimi ritmi. Ob istem času bo v gledališču Tartini Piran oder pripadel energičnemu punk rock koncertu zasedb Njet, Ištekani in Vijolice, ki nastopata v okviru cikla Piranski glasbeni oder. Večer se bo nadaljeval z jubilejnim koncertom v Kulturnem domu Izola, kjer bo ob 20. uri zbor Sini Galeb praznoval svojo 20. obletnico. Dogodek bo zaznamovan z izborom najlepših zborovskih pesmi. Za zaključek petkovega večera pa bo ob 21. uri v klubu študentov občine Koper potekal koncert zasedb Falesija, post-hardcore in January, elektronski neosol, ki bosta poskrbeli za energičen zaključek dneva. Naslednje jutro, 18. oktobra ob 10:30, bo gledališče Koper pripravilo gledališko predstavo za otroke Skok v pravljico z Igorjem Štamulakom Zlata ptica, ki navdihuje najmlajše. Popoldne ob 18. uri bo v Marezigah v dvorani krajevne skupnosti potekala revija pihalnih orkestrov Zlati zvoki Kopra, ki bo postregla s toplimi toni domače in orkestralne glasbe. Ob 19:30 bo v auditoriju Portorož na sporedu gledališka predstava Mirna Bosna Sarajevskega kamernog teatra 55, ki z izjemno igro in humorjem odpira prostor razmisleka o družbenih odnosih. Večer se bo nadaljeval z dvema glasbenima dogodkoma. Ob 20. uri v Kulturnem domu Izola bosta Elda Viler in Ana Dežman navdušili s prepletom popa, džeza, sola in bluesa, medtem ko bo v Snack baru 1964 v Kopru nastopila legendarna skupina Prizma, ki bo poskrbela za nostalgičen rock večer. V nedeljo 19. oktobra bo ob 19. uri v dvorani svetega Frančiška Asiškega v Kopru potekala komorna opera Svadba, ki bo v okviru festivala Šelestenja združila glasbo, ritual in intimnost vokalne umetnosti. Med 21. in 26. oktobrom bo Portorož znova v znamenju filma, saj bo v auditoriju Portorož in magazinu Grando potekal 28. festival slovenskega filma, ki bo v ospredje postavil nove ustvarjalne presežke domače kinematografije. V torek 21. oktobra ob 20. uri bo gledališče Koper gostilo predstavo Slovenska transverzala, ki s sodobnim pristopom razpira vprašanje identitete in družbenega gibanja. Teden bomo sklenili v četrtek 23. oktobra ob 19:30, ko bo Pokrajinski muzej Koper gostil koncert iz cikla Amabile z muzejem, kjer bodo nastopili Katja Konvalinka in Aleksandra Radovanovič ter Igor Vičentič. Večer bo namenjen prepletu lirične elegance in klavirske občutljivosti. To je bilo za danes vse, vidimo se prihodnji teden. To je bilo za danes vse, hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.